This is the seventh recording and a continuing. Lepo pozdravljeni na osrednjem festivalskem dnevu. Danes bo z nami številni gostje iz tujine, ampak na nekatera trenutno najbolj pereča vprašanja pa lahko odgovorijo v bistvu tudi slovenski novinarji. Med njimi absolutno Boštjan Videmšek, ki verjetno ne potrebuje neke nadaljne predstavitve, tako da Boštjan. Se potrudi, po meni ne potreba malo govoriti. Pozdravljeni si skupaj, dobivamo se v zelo zoprnem času, po moje moramo hitro iti za enega tazga eskapističnega obdobja v sranje. Vsi nam govorijo, da smo vojni, mediji, mi si govorimo, da smo vojni, ustvarja se neka histerija, pošilja se nas tja, odkodr sam poročam zadnjih 17-18 let in se mi zdi skrajno neugodno in neljubo, da ljudje, ki vojne ne poznajo, govorijo, da smo v njej. Ne, venti sunce, nismo v nobeni vojni. Če želite vojno videti, odidite na vojne žarišča, živite tam, bodite tam nekaj tednov in potem govorite o tem, kaj ste videli in primerjate to s svojim domačim udobjem. Za tole digresijo se upravičujem, ampak se mi zdaj to nujno povedati tukaj in zdaj. Ker smo mi tisti, ki smo nosilci ključnih sporočil, mi smo tisti, ki ustvarjamo javno mnenje, zdi pa se, da je javno mnenje v zadnjih tednih ustvarilo nas. Osta res, gremo na begunsko problematiko. Mi novinarji in mi sicer imamo nekaj skupnega. Vsi, bi rekel, bi radi spremenili ta svet na lepše. Nihče od nas, po moje, za mogoče skušno resno izjemo, se v ta poklic, po moje, bolj kot življenjski slog, način življenja, ni podal z kakršnokoli drugo ambicijo, kot da bo naredil nekaj boljšega za ljudi okoli sebe, zase in predvsem za, seveda, veliko lažje spreminjati svet kot oprati perilo. In recimo, da pred kakšnih 10-12 dni se mi nekako zdelo, da mogoče v milijoninke promila mi je nekaj v življenju uspelo. Tako, kakšen nasmešek se kdaj je pojavil, kakšno življenje je bilo kje izboljšano. To je tak driving force, da greš naprej, da imaš novo motivacijo, da ustrajaš v zgodbah, da to ni samo, da sam se popravičeš, da nisi ves čas jebenemu ego safariju, da ni to samo grajenje lastne samopodobe zaradi nekih otroških travm. In se je zdelo, da stvari vsaj malo ratujejo. Ampak, ko si v nekih daljnih deželah 1000 kilometrov stran, kjer digajo konflikti ali pa obstajajo neke zelo krizne situacije, neke tragedije, to na domačem terenu ne more spreminjati kaj dosti pogleda na svet, zato ker je dolga leta to veljalo za, kako ne rečem, neke vrste skorda popotniško ekstazo ali pa nek avanturizem, ekscentričnost, ki praktično z resnim žurnalizmom ne more imeti nobene veze, kaj ti je resen žurnalizem, je samo notranja politika ali gospodarstvo. No, pa vendarle, kar naenkrat po dolgih poteh zgodbo začenjam na koncu, da se potem vračamo domov, se človek znajde na slovensko-hrvaški meji, ki je v bistvu bolj ali manj prestopil sam, kadar je šel na morje. In na tej slovensko-hrvaški meji policist, pripadnik specialnih enot, pri Rigoncah v rokah v svojem naročju drži 3-4 leta staro sirsko deklico, trdno objeto, poskušajo zadržati pred navalom ljudi, ki so jih končno po 24 urah čakanja spustili čez mejni prehod iz Hrvaške v Slovenijo. Slovenski policist na hrvaško-slovenski meji, pripadnik posebnih enot, v svojem objemu drži sirsko deklico leta 2015, medtem pa okoli 1500 ljudi v strahu, da ne morejo nadaljevati poti, zelo panično prestopa to mejo. Konec septembra 2015. Kaj se skriva v tej sliki? Kaj pomeni ta slika? Kje je ta slika? Kje smo danes? Kdo smo? Kam gremo? In tako naprej se porajajo klasična novinarska vprašanja. Stojim tam in gledam in se čudim tej podobi, ki jo je mogoče pol kasneje boste to videli, prijatelj, fotograf, terenski partner, skoraj da življenjski sopotnik Jure Eržen, vrhunsko zaobjel na tisti meji. Vse te njegove slike, ki jih gledate, so slike iz najnih zadnjih 17-18 let skupnega poročanja. Veliko se skriva v tej besedi. In gledam tisto sliko že
uživo in jo potem vidim še na fotografiji in se mi porajajo seveda vprašanje, kako je to mogoče, ne? Kako je mogoče, da se to malo dete v objemu specialca znajde na meji v takih okoliščinah. Ne? Da se rečem, čakaj, to je nek simbolen zaključek, ne, tvoje tudi profesionalne poti, ne, medvedek zleze vase, človek se je vrnil domov, ne, mi smo se vrnili domov. Potem se zgodi tako v glavi, kot v sanjah, nek sprehod nazaj, ne, po vseh mejah, po vseh državah, malo se sprehodiš po Iraku, malo se sprehodiš po Afganistanu, Pakistanu, valjda tudi po Siriji, vidiš podobe 11. septembra, vmes je nek flash, vilnuške izjave, vmes so slovenski vojaki v Afganistanu, Iraku in tako naprej, si rečeš, aha, se res, to pa ima nekaj z nami, ne? Mogoče je pa to neke vrste tendenciozen stav po to, poetic justice, neka poetična pravica, ne? Po potresni sunki moderne zgodovine so obiskali tudi našo državo, ne? Seveda v najbolj blagi obliki, ne? In čez nekaj tednov na ta isti meji zraste ograja. Ne? Zraste bodeča žica, ne? Ki niti ni klasična bodeča žica, ampak ima na svojem vrhu tako cinične britvice, ne? Ki poškoduje praktično na katerem koli koščku se naslovnaš na njo. Neizogibno se huje poškoduješ, če se v njo zatakneš, tako človek kot žival. Ne? In potem si rečeš vraga, ne? Če je pred parimi tedni mogoče še to, da vidiš policista, ki rešuje deklico pred stampedom, ne, zbudilo ne samo refleksijo, ampak tudi neke vrste dober občutek, ne, obstaja vendar nekaj humanizma v tej neki infrastrukturi militarističnega totalitarizma, ki je zelo intenzivna na slovensko-hrvaški meji, pa tudi kje drugje, potem ugotoviš, da tega humanizma ni več, ne, kajti humanizem seveda prihaja od spodaj na vzgora, ne, tlači se ga pa vedno od zgoraj na vzdolj. In to, kar se je zgodilo na slovensko-hrvaški meji pred 10-11 dnevi, ko je začela rasti žica, ko je začela rasti ograja, ko smo se odločili za konec sveta, kot smo ga poznali, pa kot smo si ga želeli, ne? In to tako rekoč plebiscitarno, poglejmo so kje kakšni protesti, se je kje kakšna truma ljudi z Wirecutterji, s fikcangami odpravila na mejo, ne, ni se, ne. Torej, plebiscitarno podpiramo konec svobodnega sveta, ne, vsi mi. No, to je bil trenutek, ko je padla še poslednja iluzija, želja ali pa nastavek upanja, da mi bo kadarkoli v življenju uspelo spremeniti svet, ne. Če je mogoče upravičiti to, da pač s poročanjem za lokalne časopise o globalnih zgodbah, pa sem pa tja seveda tudi za globalne, ne, pa predvsem s poročanjem, ne, o velikih zgodbah za male medije seveda ne moreš narediti nič, ne, pa z neko, ne, to ne zveni preušabno, ne, z medijsko prezenco, pa z neko kariero za sabo, ne, se ti zdi, da mogoče bi vsaj tak pizdarija, no, minimalen vpliv na policy advising, ne policy making v državi, v kateri si praktično medijsko prisoten, odkar si novinar, ne. Neposredna posledica je konec svobodnega sveta. Ne? Kaj potem mogoče v novinarstvu narediti? To obsojati, se počutiti slabo, iti v nek popoln eskapizem in se iti organsko kmetovanje? Ne vem. Ne? Skratka, v tem trenutku se počutim profesionalno in osebno globoko poraženega. In vsi mi, ki se počutimo drugače, ali pa vsi vi, ki se počutite drugače, se mi zdi, si zaslužite eno tako globoko, ostro bičanje posavtsko. Ne smemo si dovoliti v teh dneh, v teh tednih niti minute v zoni udobja. Svet se, vse, kar se je dogajalo zadnjih 15 let, na kar nekaj let podlage, se je pred našimi očmi, pred našimi zmožnostmi reakcije, pred našo odgovornostjo, pred odgovornostjo seveda oklepajo ne, strnilo v eno samo točko. Ne. Pariz je zgolj ena izmed teh zgodb, ne makrozgodba, mikrozgodba vsega, kar se nam dogaja. Bila je pričakovana, tako kot bi mogla biti za kogarkoli, kjerkoli, kadarkoli pričakovana, tudi begunska zgodba, ki smo jo mnogi od nas, ki sedimo tu v zadnjih mesecih intenzivno pokrivala. Ne.
Zdaj bi skoraj mogla biti minuta molka zaradi tega, ker smo kot novinarji večina padla na izpitu. In smo ustvarjali pogoje, v katerih politične elite, ki so nereflektirane, nekompetentne in izbrane po principih negativne selekcije, tako kot velik del tega, kar nas obkroža, uzurpirale prostor, kjer bi mogel domovati humanizem. Uzurpirali so ga brez večjih težav, brez našega kakršnega koli resnega upora, z družbeno aktivnostjo oziroma angažiranostjo, ki je bolj ali manj prisotna zgolj na družabnih, ampak družabnih, bolj kot družbenih omrežjih, z digitalnim aktivizmom, katerega uporabna vrednost je manjša od nič, kajti ustvarja negativno občutje oziroma iluzijo, da se vendarle nekaj počnemo, da se nekaj spreminja, pa se dejansko spreminja, ampak v drugo smer. Zdaj pa za trenutek konc jambranja, kaj se da v tem trenutku narediti? Pa vsekakor ni samo neposreden aktivizem in sodelovanje v prostovoljskih akcijah v mejnih območjih, ne vem, na slovenski severni in slovenski južni meji, ampak je tisto primarno, kar počnemo vsi mi tukaj že, odkar pač smo v žurnalizmu. Vestno in hkrati zavestno obveščanje javnosti o tem, kaj se resnično dogaja. Ves čas, ki ga imamo na voljo, bi mogli temu posvetiti. Potem pa nekje vidimo, da nam svet interpretira Dimitrij Rupel. Podpisnik Bilnuške izjave, torej eden od odgovornih ljudi za to, da se sirska deklica znajde toliko in toliko let kasneje na Rigoncah v policijskem objemu. Potem diskurs v medijih in to v medijih, od katerih bi pričakoval odgovornost, ne zgolj tabloidno drekanje, prevzamejo ljudje, ki so popolnoma nereflektirani. In se sprašujem, kje vraga so uredniki? Tudi danes tako je bilo dobro pogledati, kje vraga so uredniki? Imajo obveznosti ob tej uri, nekaj novinarji jih nimajo verjetno. To je ekstremno žalostno. In hkrati, pa kot novinar, takoj, ko prelagam odgovornost na urednike, naredim katastrofalno napako. Tako kot vsakdo, ki svojo odgovornost prelaga na kogarkoli drugega. In če je naša odgovornost karkoli v tem trenutku je, da ustrajamo do zadnjega in ljudem povemo, da nismo v nikakršni vojni, razen v vojni za preostanke humanizma. In zaradi takega govorjenja sem, ko bi rekel, obtožena za aktivizem, da to ni novinarstvo, ampak vedno bom odgovoril na to zelo preprostim stavkom. Vse drugega, kar nima humanistično-aktivističnih nastavkov, ni novinarstvo, ampak je PR za elite, tak ali drugačne. Upravičujem se zato, ker gobcanje zdaj, ki nima direktne veze z temo, oziroma s tem, o čemer ne bi mogel govoriti, ampak se mi je zdaj nujno, da če že odpiram festival vsebinsko, programsko, ga odpiram z zavedanjem, da se moramo pogovarjati bistveno več o tem, kakšna je naša odgovornost, kot pa iskati prostor udobja v našem tudi neudobju. Hvala za to. Zdaj pa še enkrat vračam se k osnovnim predavanju. To, kar gledate, so Juretove slike iz nekaj vojn, ki so jih skupaj pokrivala. Sledi temu še več galerij iz tako imenovane balkanske begunske poti, kateri je namenjeno osnovno to predavanje. Z Juretom so začela begunske zgodbe pokrivati praktično usporedno z vojnami, nekako gre to skupaj. In v bistvu na vrhuncu iraške vojne sem pa tja, ko bi rekel, rabila, ker smo veliko časa preživela v Iraku, smo rabila tudi kak izletek eskapističen. In Lampedusa, kot se nekateri kolegi tukaj bodo verjetno veselo nasmejali, to ponuja, ker je zelo simpatičen plac, ker se lahko človek lepo kopa in lepo mane ob tem, ko dela zgodbe o emigrantih, kot rečejo, predvsem pa o beguncih. Ampak takrat so dejansko prevladovali v tistih časih 2005-2006,
ko je to postala močnejša zgodba, so bili veliko bolj priseljenci kot begunci, ker so bili časi drugačni, ker ljudje iz Iraka in Afganistana, kjer ste takrat divjali največji vojni našega časa, tistega časa, preprosto niso mogli bežati. Ne? In midva so v bistvu ves čas delala usporedno vojno zgodbo in begunska zgodba. Ne? Begunske zgodbe so vedno močnejše tam, kjer si lahko z ljudmi več časa in se ljudje počutijo bolj varno, ne? Ker se odprejo in ti lahko povejo več. Ne? Zato vsi mi, ki spremljamo begunske zgodbe in smo jih predvsem spremljali na begunski poti, smo z neveliko angažmaja, ne? Ampak vsaj s kančkom človečnosti lahko naredili ogromno močnih človeških temeljnih zgodb v zadnjih tednih in mesecih, ker smo lahko z ljudmi praktično na svojem domačem pragu govorili o najbolj tragični in najbolj krvavi vojni našega časa in temu primerno najbolj tragičnih človeških usodah, ki si jih lahko zamislimo. Ne? In nikoli si ne bi zares mislil, da bo mogoče to početi 1 uro vožnje od doma. Ne? Tragedija se je, potem ko so se končale balkanske vojne in smo mi začeli odraščati resneje, vedno zadela nekje drugje. Ne? In do pred nekaj mesecev se je še vedno zdela, da je nekje drugje. Ne? Potem pa je prišla k nam in če citiram Marcela Štefančiča, je v bistvu to postala slovenska tragedija, ne tragedija beguncev. Ne? Slovenija, kako že je napisal Marcel, Slovenija je kričala in ječala med tem, ko so begunci preko nje samo hoteli iti. Ne? In to je tisto, s čemer je veliko prispevalo tudi novinarsko delo. Ne? Ampak o tem spet kasneje, ker se spet vračam v napačno smer. Po zmagi Sirize januarja letos na grških volitvah in tudi na prejšnjih napovedih Aleksisa Ciprasa je postalo jasno, da bo Grčija odprla svojo makedonsko mejo, da bo sprostila tako imenovano begunsko vprašanje, da bo na nek način naredila tisto, kar je Siriza praktično ves čas tudi v predvolilni kampanji in v 2 letih, recimo prej, ko je razlagala svojo bodočo begunsko in priseljensko tematiko in odnos do tega vprašanja, bilo ves čas jasno, da se bo zgodilo. Ne? Veliko bolj, kot smo se na to pripravili mediji ali pa so se na to pripravili politiki, so se na to pripravili seveda tihotapci. Ne? In nekje že februarja lani, februarja letos, je bilo popolnoma jasno, da se bo glavni tok ljudi, ki iz Bližnjega vzhoda, nekako tudi iz Severne Afrike, nekaj tudi iz podsaharske Afrike, predvsem pa iz Srednje Azije, seveda iz središča vse te zgodbe Sirija, v Bližnjem vzhodu, iz pristanišč v Libiji in Egiptu začel preseljevati po veliko bolj udobni, cenejši in na nek način tudi precej bolj varni poti preko Balkana proti srednji in severni Evropi. Ampak nihče se ni zganil, praktično res nihče se ni zganil. Ne vem, kaj so v tisti čas počele obveščevalne službe, ne vem, kaj so počele varnostne službe, tudi v medijih je bilo tega zelo, zelo malo, izjemno malo. Ne? Jaz sem to ves čas spremljal, pričakoval, ker bi to ena izmed zgodb, ki jo spremljam, kot rečeno, več kot 15 let in že zavestno dlje časa pripravljam novo knjigo z naslovom Beg, ki bo zunaj spomladi in je zgodba usod beguncev iz različnih vojn, iz različnih časovnih obdobij, seveda s poudarkom na zadnjem, seveda se mora ta zgodba končati doma. In sem se začel še toliko bolj intenzivno ukvarjati s to zgodbo in slediti balkanski poti praktično od njenega začetka do konca, od sirsko-turške meje pa do v bistvu Nemčije. Ampak še vedno se je to zdelo nekako eskapistično, avanturistično, nekje daleč, da to ni naša zgodba. Še vedno so reportaže iz praktično vseh ključnih točk veljale za tako rekoč nekaj, kar se ne dogaja nama. Ampak je bilo ves čas jasno, da ta zgodba je naša zgodba, če že ni naša zgodba, bo postala naša zgodba. In nekako sem to poskušal s svojim pisanjem in tudi javnim govorjenjem napovedati, upozoriti in v bistvu izvati ali pa potiho
med vrsticami milo zaprositi koga, ki je odgovoren za ta vprašanje v Sloveniji, da mi mogoče vsaj pokliče ali pa pošle e-mail in vpraša, hej, ne, preživel si toliko in toliko časa na vseh teh begunskih poteh, kaj pričakuješ? Ne, seveda se to ni zgodilo, ni se zgodilo niti strani političnih elit, ker me ne preseneča, zelo malo se pa to dogajalo tudi znotraj medijev, ne, ki so bili seveda obsedeni vsemi mogočimi drugimi zgodbami. In potem kar naenkrat je bila pomlad in se je popolnoma sprostila grško-makedonska meja in kar naenkrat, res ta kar naenkrat je bil ves čas prisoten v medijskem in javnem diskurzu, je več tisoč ljudi na dan začel prestopati makedonsko-grško mejo in kar naenkrat je Srbija, ki pa že tako rekoč naše dvorišče, postavila na ključnih točk te zgodbe, eden izmed moderno rečeno hotspotov in potem Madžarska in Madžarska pa že na slovenski meji in govorilo se je, da bo se vse skupaj presmerilo preko Hrvaške, morda pa tudi Slovenijo, ne bo se, morda bo prišlo 50 ljudi, tu nihče noče biti, bodo šli čez Avstrijo in tako naprej in potem je bil tu september in tu smo, v tako imenovanem vojnem stanju. Vmes ni bilo nikakršne tranzicije, prav nikakršne tranzicije, tako moderne besede v zadnjih 20 letih. Vse se je zgodilo tako rekoč čez noč. Kot sem zapisal prejšnji teden, zgodilo se ni s hitrostjo svetlobe, ampak se je zgodilo s hitrostjo teme. Iz navidez modernega, svobodnega, odprtega sveta, kjer so vsaj približno politično korektno začrtana neka pravila obnašanja, smo se prelevili v tisto, kar smo v resnici. Odvrgli smo plašč politične korektnosti, odvrgli smo plašč desetletij vzgoje v dostojanstvene državljane in postali tisto, proti čemu se tudi kot novinarji borimo. Netolerantni, mislim, nestrpni, agresivni, nereflektirani, hitro vzkipljivi in predvsem od realnosti odtojeni ljudje, ki vidimo v vsem drugem in drugačnem, da za otroke gre pretnjo samim sebi in nikomer drugemu. Postali smo žrtev tuje tragedije. Večjega oksimorona si ne bi mogel zamisliti. In ves ta čas sva z Juretom si govorila, to nekako morava žurnalistično obdelati. Ves čas si govorila, to morava spreminjati v zgodbe, cel življenje se delava to praktično profesionalno podobne zgodbe, bolj ali manj se naj jemlje resno, ampak tukaj in zdaj je pa odgovornost, da s svojim delom narediva korak naprej, da nekako spremeniva mogoče tudi kakšno politično odločitev. In to sva delala zavestno, brez naključij. Ne da bi direktno nagovarjala politične elite, ampak z praktično ne vsakodnevnimi, ampak večtedenskimi objavami iz tako imenovane balkanske poti. Seveda na to ni bilo nikakršnega odziva, razen pač v javnosti, ki je tukaj razdeljena, tako kot pri katerih od drugih vprašanjih. Do prvega resnega odziva je prišlo šele v trenutku, ko so bili določeni ljudje osebno užaljeni, ko smo pač jasno povedali s svojim pisanjem in poročanjem, da so razmere za novinarje, ne govorimo o beguncih, zato je mi očitno malo mar. Na slovensko-hrvaški meji slabši kot kjerkoli na celi balkanski poti. Na balkanski poti, ki Slovenija tako, bi rekel, generalno pripisuje manj razvitost, bizantinskost, dehumanizira in jo poskuša dehumanizirati, tako kot poskuša dehumanizirati trenutno vse, kar nismo mi sami. In ta užaljenost je bila refleks, seveda ni bila refleksija in me je v resnici presenetila, zato ker do tistega trenutka ni bilo nekakršnega odziva. Pričakoval sem, da se bo komunikacija, ki se je vzpostavila, pa ni bilo veliko, manifestirala neposredno pred delu na terenu, da bo mogoče nek spor, ki smo ga imeli, novinarji z določenimi ljudmi na notranjem ministrstvu, vendarle pripomogel k izboljšanju pogojev za naše delo, pa se to zares ni zgodilo.
Na južni meji, na slovensko-hrvaški meji, Dobovi, Brežicah, prej v Rigoncih in tako naprej, sem doživel strani pripadnikov varuhov reda in miru podoben odnos kot na kakšnih zelo zajebanih demonstracijah v Egiptu na vrhuncu tako imenovane arabske pomladi, recimo. Kot novinar si nekdo, ki je a priori sovražen, ne kot nekdo, ki upravlja svoje delo. In leta 2015 si res nisem ne predstavljal, niti pomislil nisem na to, da se jim bo kaj takega zgodilo v Sloveniji. Konec koncev se to ni tako pogosto, pa tako intenzivno, mogoče kdo lahko pravi dogajalo, niti med tako imenovanimi slovenskimi ustajami, kje so te danes, ko postajamo skrajno desna država. Kaj bi bilo, če bi bil predsednik vlade nekdo, ki je danes v opoziciji, pa bi rasle ograje? Kako bi se obnašali mediji? Bi bili tudi še naprej tako prijazni do oblasti? Kje je naša odgovornost? Spet manjša digresija. In ves čas poskušam ponavljati to, da se je na eni točki zgostilo vse, kar spremljamo tudi na teh fotografijah. Po drugo desetletje vojn, ki niso bile fizično naše vojne, smo pa v njih z našimi vojaki in predvsem z našimi političnimi odločitvami in manjkom javnega diskurza, tu je odgovornost medijev enormna, to je naša odgovornost tudi sodelovali. In zato je ob danem trenutku naša odgovornost, zato ker vidimo še toliko večja. In vsi ti vzkliki, vsi ti klici so šli bolj ali manj v prazno. In to sprejmaš, razen pač, če se ukvarjaš sam sabo, ne preveč, ampak tukaj se to ne smeš, kajti odgovornost je naša do teh ljudi, ki bežijo. In res po pravici povedano nikjer na celotni balkanski poti ni bilo tako težko delati kot na slovensko-hrvaški meji. Verjetno tudi zato, ker kjerkoli sem druge delal, sem bil praktično sam. In ko si sam, se lahko strumo policistov lažje zmeniš, pa manj resno te jemljajo, kot če je okoli 20 novinarjev, med katerimi velik del nikoli ni imel stika s traumatiziranimi ljudmi, pa s policisti pa zelo hitro spostaviti tako rekoč prijateljski odnos, ker govorimo isti jezik in imamo iste kulturne reference. Ampak to me je res globoko šokiralo. Mislil sem, da živim v svobodni družbi. Pa očitno ne. Na grško-makedonski meji je bilo naše delo absolutno omogočeno. So verjetno tukaj tudi kakšni kolegi, ki so bili tam tisti najbolj nasilen vikend v koncu avgusta, začetku septembra. Koncu avgusta mislim, ko je pač drek priletel v ventilator, ampak zelo hitro so se stvari umirile. In to ravno ironično zaradi medijskega pritiska, zaradi posnetkov, ki so kazali na policijsko nasilje. Zelo lahko, in to, ne vem, kolega Uroš Škerl zelo dobro ve, je bilo v resnici zelo lahko, emotivno seveda težko, ampak novinarsko lahko delati zgodbe, begunske zgodbe v Srbiji in na Madžarskem. Ker nas pri tem nihče tudi približno ni uveral, ker govorimo jezik, ker poznamo prostor, ker se znamo obrniti in znajdati, ker je tako rekoč že naš teren. Ne preveč težko je delati te zgodbe na Hrvaškem. Tudi tam je bilo velikih težav s policijo, nikoli, nikdar. Na Madžarskem morda, ampak vendarle so pokazali bistveno več spoštovanja do novinarskega poklica kot doma. Še več, v Turčiji, kjer sem pred mesecem, pol drugim mesecem delal precej undercover zgodbo o prekupčevalcih, tihotapcih, ki dnevno obrnejo nekaj milijonov dolarjev z čistega neobdavčenega dobička, z prevozom ljudi iz Izmira in Bodruma in okoliških krajev na grške vzhodne Egejske otoke, večinoma Lesbos, Kos, Leros, Samos, Kios. Nisem imel nikakršnih težav z varuhi reda in miru. In tudi na dan, ko je v Ankari, tiste jutra sem bil v Izmiru, pa so bile tam demonstracije, kurdske demonstracije, ko je v Izmiru eksplodirala vojna, ko je bil dvojni samomorilski napad in je umrlo 100 ljudi.
v Ankari, ne, in potem izbruhnili protesti v Izmiru in je trg Basmane, glavni trg pri železniški postaji, so zasedli tako res z oklepniki na polno hardcore enote policije turške, ne. To res zgleda zastrašujoče, tako zelo militantno, ni to hec, ne. In že zaradi tega in s tudi kakšnimi drugimi izkušnjami iz kakšnih drugih vojn s turško vojsko z malo strahom prestopaš tja, ne. Ampak, kar se je tam zgodilo, ne, 10 minut mogoče, ne, so tako tihotapci kot begunci, ki se tam na tem trgu Basmane zberajo, ne, in tisti središče tihotapske trgovine, ne, v Evropi, oziroma na tej balkanski poti, so se razbežali na vse strani, ne, ker so bili prepričani, da je policija se lotila neke racije, ne, da je tam zunaj zaradi njih, ne. Logično je zapričakovati, da slej ko prej pač tihotapski posel dobi po glavi, ne. Ampak čez ene 10, 15, morda 20 minut so se te isti ljudje začeli zelo tako malo previdno najprej, ne, ampak potem pa precej sproščeno vračati na trg in zelo hiter je posel ponovno stekel, ne. In jaz se tam lahko med begunci, med tihotapci in policisti tako prosto gibajo in se tako pogovarjajo z njimi, da se mi zdelo to praktično nemogoče, ne. In to je seveda jasen dokaz, kako turška država sodeluje na tej tihotapski poti, kako jo omogoča, kako je to njeno pogajalsko orodje z Brusljem in kako je rešitev begunskega, tako imenovanega begunskega vprašanja in usoda teh 100 000 ljudi močno odvisna seveda tudi Turčije, tako kot konec ali pa nadaljevanje sirske vojne seveda, ne. In direkt tam, ne, sem šel na Kos, grški Kos, kjer pač so stvari bile zelo v redu, ne, ker se je organizirala skupina lokalnih Kos Solidarity Movement ljudi, ki so tako poskrbeli za ljudi, ki prihajajo, da je praktično res dovolj za vse, ne. Ampak tisto jutro, ne, sem pač se znajdel s čolnom na eni plaži, kjer sem pomagal eni skupini afganistanskih fantov prideti na kopno, ne. Nisem si zapisal preveč imen, samo 2, ne, tako zelo na hiter, ker je bilo zelo intenzivno vse skupaj, ne. Točno 8 dni zatem, ne, to je bil ponedeljek, točno 8 dni zatem sem prišel v Rigonce, ne, in v eni skupini ljudi, tako, ko sem pač hodil sem med ljudmi, da ne vem, da vzpostavim stik, da mi povejo, kako sem s Hrvaške prišel v Slovenijo in tako naprej, je nekdo zaklical moje ime, ne. In to je bil seveda ta fant, ne, ki sem mu prej pred 8 dnevi malo pomagal iz vode z ponarejenim reševalnim jopičem, ne. Tako se mi je zdel, ne, to so te redki trenutki, ki se ti zdi, da ima žurnalizem smisel, ne, da se zgodba sestavlja, ne, da je to, ne. Ampak ni minilo 15-20 minut, ne, in je policija te ljudi tako grobo pregnala in dala v skupino kot živali, da se praktično z njimi ni dalo več pogovarjati, ne. In namesto, da bi človeku lahko intenzivno izrekel dobrodošlico, ga konec koncev povabil nekam na čaj ali pa mu pomagal, da se znajde dobro na poti proti Avstriji, ne, in naprej, kamor je bil njegov cilj, sem ga nehote, bi rekel, predal v roke slovenskih varnostnih organov in usodi, ne, in sem z njim izgubil vsak stik, ne. To je res, bi rekel, žurnalistično in osebno neugodno, ne, zato, ker se vzpostavlja taka res čudna meja med tem, kaj je tvoja služba, kaj je tvoja naloga in koliko si lahko človek, ne. In jaz sem si tako pač že zdavnaj zadal meje, ne, meje vmes ne sme biti, po moje, ne. In to seveda začutijo ljudje sami, ko si z njimi, kjerkoli si z njimi, ne. Če vletiš med begunce, recimo kot klasičen novinar, ne vem, s kamero in mikrofonom, ne, in jih nemudoma sprašuješ za izjave o temu, kdo si, kako si, kaj si kle, kako delaš, ne, nikoli, stavim, nikoli ne možeš dobiti res močne zgodbe, ne. Z begunci in vsemi traumatiziranimi ljudmi se ne smemo pogovarjati kot športniki, politiki, znanstveniki, ljudmi, ki gostujejo redno na televiziji, imajo, bi rekel, udobno življenje in prihajajo iz udobnih pozicij netraumatiziranih, ne.
In to je poleg tega, to je poleg policijske nepripravljenosti na kooperacijo. No, tukaj bi treba biti iskren na severu, ne, ob izhodu iz države, to je gotovo neki psihološki vzroki so tu prisotni, je bilo sodelovanje z policijo, predvsem pa z vojsko, neskončno boljše kot na jugu države. Ne. Šentilj je v resnici v slovenskem kontekstu zgodba o uspehu. Ne. Jug pa katastrofa in to so seveda jasno zabeležili tudi tuji novinari, ki so nam postavili ogledalo družbi, državi in tudi nam samim, kako se te stvari delajo. Ne seveda vsi, tisti, ki pa so delali dobro, so delali odlično. In večina izmed njih je imela za seboj celo begunsko-balkansko pot in še kaj drugega in so lahko stvari, nočem uporabiti besede objektivno, pa pa bomo zanikal samega sebe, so lahko stvari postavili v realen okvir, v realen kontekst z znanjem in vedenjem. Kje sem se zgubil zdaj? Ja, v glavnem, druga res zoprna reč, ob tem, da nismo mogli upravljati svojega dela, tako smo si želeli, je točno ta, da mi je bilo noro težko res z občutkom krivde in kepo v želodcu opazovati kar nekaj kolegov, ki so praktično padali po beguncih kot po tretjemu v drugem teku. No. Kot da so begunci tam zato, da se pogovarjajo z njimi, oziroma z nami, kot da gledamo reality show. In v času digitalnih citatov, v času, ko veliko več gledamo, kot čutimo, me to seveda ne preseneča. Me pa preseneča, da vendarle pri odgovornih ljudeh za to, kako bi mediji morali izgledati, kako bi mi morali delati, ni nikakršne refleksije. Ko se sproži ta slab, ko se sproži ta plas, je ta absolutno nezaustavljiv. Nezaustavljiv v čisto vseh smereh. In od tega, da ti se dereš človekov tako rekoč obraz, zakaj niste ostali doma? Zakaj se ne borite? Ni vaša odgovornost zaščititi vaš dom. Do tega, da rečeš na glas, Slovenija je v vojni, ni niti pol koraka. In prvo in drugo so neposredni citati naših novinarskih kolegov. Ni nujno, da to povzroča politika. Politika se samo odziva na tisto, oziroma deluje tako, kot ti mi omogočamo, da deluje. Res se mi zdi ekstremno pomembno, ne vem, če že imamo naš skupen festival, da v naslednjih urah in dneh sestavimo, to je nek poziv, nek skupen apel, skupen poziv, skupno mnenje o temu, kako vidimo in kako bi radi videli poročanje v teh dneh, ko se nas z vsemi silnicami, proti katerimi se vedno težje spopadamo sili v nek nov globalni konflikt, v katerem upam, noben izmed nas ne bi rad sodeloval. Če bomo čakali, da bo to naredil nekdo drug, bodo krizne žarišča kmalu še bliže. Hvala. Če so kakšno vprašanje iz publike, lahko imamo čas za par komentarjev. Ne vidim. Ok, lahko jaz začnem z enim vprašanjem kratkim. Recimo, glede na to, da pač se zdaj, si rekel, da te noben te ni vprašal, kako se bo ta zgodba nadaljevala, oziroma kaj prihaja, kaj pa zdaj prihaja. Zaenkrat imamo še možnost, da vplivamo na to, kaj prihaja, po moje. Ne pa več dolgo časa, zato ker se, kot sem včeraj zapisal na Twitterju, se mi zdi, da diskurs ulice in politike nikoli ni bil bližje. In to daje, to na neki vrsti, tako, ko bi rekel, družbeno to legitimizira fašizem. In čas je, da se tudi mi, ki smo odraščali v nekem, ko bi rekel, ker se trudimo biti prijazni včasih, no pa ne preveč, da se znebimo te prijaznosti, po moje. Res je čas, da dreku rečemo drek in to zelo na glas. Kaj ti tega dreka, ta drek se širi koncentrično in organsko raste zaradi naše
impotence. Tukaj. Ko ti pišeš, komu pišeš? Aha, evo ga. Tistim, ja. Ti bi mogel biti tle, kolega. Ne, poslušaj, ko pišeš komu, a pišeš tistim, za katere veš, da te itak berejo in ne. Kako doseči, se veš, kakšno je vprašanje, kako doseči tiste, ki v bistvu ti absolutno ne verjamejo in mislijo pač, da, ne mislim ti, mi vsi imamo ta problem, da ne dosežemo ljudi, tudi če jih dosežemo, pa oni berejo čisto en drug članek, ki smo ga mi napisali, berejo naš članek, ampak ga berejo v kontra, Mislim, jaz tega ne razumem v resnici. Ne, saj tudi ne. Lej, to je po mojem eno ključnih vprašanj, ki si jih vsi postavljamo. Ne? A veš, in če si ves čas obkrožen z ljudmi, s katerimi približno deliš občutke, pol živiš in razmišljanje živiš v še hujši iluziji in v nekem etičnem kokonu, v katerem prvič misliš, da svoje delo delaš bistveno boljše kot ga in da imaš vpliv, kurat spalat ga imaš, ustrajaš v krogu, ki ni koncentričen, v katerem je nekaj 100 ljudi in to je to. In ima to v bistvu nivo Facebooka, v bistvu si obkrožen z navideznimi prijatelji, s katerimi deliš mnenje, ki se včasih malce krhajo in če se preveč krhajo, ga steraš še trikrasne. To je problem vseh nas, ampak še posebej v majhni družbi, še posebej na majhnem medijskem trgu, kjer v bistvu toliko in toliko ljudi dela stvari resno in se več ali manj vsi poznajo med sabo, ustvarjajo se podmnožice in iz teh podmnožic, kaj dosti več koristnega kot medsebojno kimanje, nek mutual respect and admiration ne pride ven. Jasno, ves čas se ukvarjam s tem, kako izstopati iz tega. Ampak, jaz sem si to že pred časom rekel, da moram narediti nekako drugače in so v bistvu pri temu temelj tudi drugi komunikacijski kanali, seveda. V Sloveniji po moje to praktično nemogoče, zato se skoraj res temperajo tudi na objave, prvič na objave v tujini, ne glede na to, delaš zastonj ali si plačan za to. In seveda komunikacija ne samo preko novinarskih sredstv, ampak preko neposredne dejavnosti. Preko tega, da zdi se mi ful pomembno, da predvsem ljudje, ki delamo na časopisih, imamo svoj ime, primek in obraz, da smo fizično prisotni, da nismo neka fantazma, da nismo tisti nek udbaški trol iz FDV-ja, kako se nas, čeprav nismo iz FDV-ja, ampak mislim, nujno je biti prisoten. Jaz imam problem sam pri sebi, recimo večkrat sem z neko ihto zavrnil sodelovanje v kakšni televizijski oddaji, ker se mi preprosto zdel, da v tem dreku ne moram sodelovati. Ampak to je ključna napaka. Ključna napaka. Po moje treba biti prisoten, kakorkoli je to naporno, kakorkoli ti to, bi rekel, do kolen daje peklenske saje zaradi hoje po peklu, je treba biti povsod. Ni tukaj prostora za počitek in odmor. Edina možnost je iz tega kokona iti v koncentrične kroge. Tudi te so omejeni. Tudi ta iluzija, da v bistvu so več ali manj vsi, razen tistih, ki jih poznaš na blizu daleč, kreteni je le iluzija. Zaradi tega, ker tu konec koncev v komentarjih, v forumih obstaja določeno, neskončno število ljudi, ki to pokrivajo, ki tukaj komunicirajo in v bistvu ti dajo občutek, da živiš v fašistični družbi. Včasih je na terenu bistveno drugače. Vsaj v prvem tako imenem begunskem valu se mi zdela Slovenija tako drugače, se mi nikoli ne zdela večja in lepša. Kamorkoli si prišel, je bilo noro veliko ljudi pripravljenih pomagati. Ampak se je to izpelo in se mi zdelo, da je potem v enem trenutku je pomoč beguncem postala tako rekoč neka nova joga, nek nov eskapizem, neko novo zdravilo za bolezni srednjih let, za bolezni, kako bi rekel, za bolezni neskladja, med katere sodi tudi obsesivno-kompulzivna motnja pa povečan občutek krivde. Tudi sladkorna bolezen med njimi. In to je tisto, kjer se najde prostor za to komunikacijo. To je zelo osebno vprašanje v resnici. Kaj pa ti praviš? Ne boš se izogniti ko zlahka.
Ja, se veš, a ne, te stvari se toliko hitro pa spontano zgodijo, da še lahko pol za nazaj razmišljaš, a ne, zakaj si nekaj naredil ali pa nisi naredil. Ali pa. Tako da, ni še prišel čas za refleksijo. Ne, ovo ne valja, brate. Čas za refleksijo je vrš čas, vsaka stotinka je čas za refleksijo. Vsaka zamujena stotinka je darilo od gospodarja. Tamej. Živimo za refleksijo, nimamo pravice biti novinarji, če nismo skozi agresivno naravnani, tako naravnani na refleksijo. Vsaj na poskus le-te, ne? Držal si otroka v roki in ga nosil pol poti, a ne? Oba sva se na balkanskih poteh veliko bolj kot novinarja angažirala kot človeka, ne? To ni refleks, to je tudi refleksija, ne? Veš, kaj delaš, veš, zakaj to delaš. Veš, da je to edin prav, veš, da je to pizda materina 500 milijonkrat bolj pomembno od tega, da napišeš 65 vrstic. Ne? Zdaj je čas, ko se življenja rešujejo neposredno in ti si to s svojim krogom ljudi, somalijsko deklico naredil. Ne? To je ključ vsega, to je odgovor na vsa vprašanja. Zato ti tisti, ki se zaslužijo prav tukaj. Nisem hotel tega, ampak hvala. Lep odvod. Ja. Boštjan, vprašal bi za tvojo oceno vloge spletnih omrežij, ker vse v primeru Slovenije se dansko ta pokazala kot ključno orodje širjenja sovražnega govora, rasizma in tako naprej, za razliko od tudi arabske pomladi, ki si jih omenil, kjer so pa služila kot neko orodje politične emancipacije. Pa me zanima ocena tvoje vloge in pa predvsem tudi mogoče izziv vprašanje, kako je mogoče humanizirati nek medij, ki deluje diskurzivno po nekih čistih drugih metodah kot klasični mediji, kjer je pač nek prost pretok brez kakršnekoli regulacije. To je skoraj tako, da se bil Charlie Hebdojev pogovarjal. Veš, tako, da se postavljajo meje, se postavljajo take meje, preko katerih se ne dajte nazaj, po moje. Ne vem, hude težave imam s tem, tako profesionalne in etične. Po moje je ključ, kot vedno, in spet je to eskapizem v uredniški politiki, kjerkoli medija. Na eni strani, po moje, treba izpostaviti predvsem pred socialnimi omrežji vse mogoče druge digitalne vsebine, ki omogočajo prosto komentiranje in informaštvo. In to, kot rečeno, generira vse najslabše in vse mogoče psihopatologije, ki so v vseh nas doma. In to se sproža in sproža in sproža in sproža in se širi in pol zelo hitro dobiš občutek, kot rečeno, da živiš v fašistični družbi. Mislim, na nek način to ni nujno slabo. Zato tega, kot si prvič si bolj previden, drugič se zavedaš tega neke stvari, pred katero si ves čas bežal, ali pa ti je bilo nekako dano vedeti, da to ne obstaja, da smo se kot družba napredovali, da nismo ostali v času povojnih pobojev, takih ali drugačnih. In svoboda govora se lahko mi kot novinari kakorkoli lahko omejujemo svobodo govora. Ne vem, jaz sem tako predvčerajšnjem na podobnem dogodku v Podgorici rekel, da pač obstaja ena zelo elegantna rešitev, oziroma dve. Prva je licenca za javno besedo, drugo pa, da bi bilo potrebno vsak komentar plačati. In potem sem dobil zajebano repliko nazaj. Super, za komentar plačati. Potem boš imel pa lobby, ki bo nekmu kretenu dal 1000 evrov, komentiri prosto. In potem imaš zopet, bi rekel, veš, se ti ekonomska logika preseli tudi v ideologijo komentarjev. In to je strašljivo zoprno. Zato je tako, kot je, ne vem, naredil MMC, kot je to naredilo Delo, kot je to naredil Dnevnik že davno, sicer verjetno z nekih drugih razlogov, kot to dela že od začetka že Tomic z Aparatusom, kar mi je izjemno všeč, absolutno blokirati komentarje ali nasploh ali pri določenih temah. To pa zahteva ključne urednike in lastnike, oziroma tiste, ki kot podizvajalci vodijo podjetja, uprave in tako naprej. Ali smo pripravili toliko in toliko klikov vreči v smeti, zaradi tega, da ohranimo obraz.
Ne, ko imaš enkrat obraz tako prekleto v sran, kot ga imamo skoraj vsi izmed nas, si ta obraz tako težko umiti, da se praktično nikomor več ne splača delati, da je lepši, kot je v resnici, in je make-up in tak servis preprosto predrag, ampak res dobesedno predrag, da bi se komorkoli sploh še izplačal. Ne? Ker pa v pravosodje ne verjamemo več, mar ne? Če govorimo o jeziku slovenske desnice, ne bomo nikoli verjeli in upali, da bo to namesto nas storil nekdo drug, ne? Da bo sovražni govor ali pa tisto, kar meji na sovražni govor, regulirano strani instanc, ki bi to morali početi. Ne? Žal se to ne dogaja in tako kot pri boju v tej lokalni globalni vojni za humanizem je odgovornost naša tudi tukaj, da bi rekel svojo neko profesionalno osebno kredibilnostjo držimo svojim urednikom in tudi višjim od njih, zato da se to znotraj vsake časopisne, televizijske, kjerkoli medijske hiše ureja sproti tukaj in zdaj. Ne? Socialna mreža pa so itak, bi rekel, šla in grejo neko svojo zgodbo, živimo v reality showu in socialnimi mreži ne gre tekmovati, kajti ta so že davno, vsaj 2-3 leta nazaj, kot ver informacij, kot gost nedrevo prehitele medije. 70% userjev Facebooka v Združenih državah bo zaupa informacijam teoriji zarot in direktnih informacij z Facebooka kot medijem. To pove vse. Mi smo v najboljšem primeru že proti dnu prehranjevalne verige obveščanja, ozaveščanja javnosti. Mene samo zanima, kaj počneš poleg tega, da tečeš, da se ti od vseh teh podob, zgodb ne zmeša? Mislim, če se samo zavedam vseh privilegijev, ko jih imam. Ne vidim enega samega razloga, zakaj se bi mi mogel zmešati. Se to ne dogaja meni. Ne? Honestly. Res mi gre na bruhanje, kot sem rekel že večkrat, ob skrajno občutljivih gospeh in gospodih v srednjih letih, ki ob afriški mami na severovzhodu Demokratične republike Kongo, ki v rokah drži svojega umirajočega otroka, dostojanstveno jokajo one in oni namesto nje. Hvala vam. This is the 7th recording in the continuing